Tako je tabla, da noter se ne sme slikati, fotografirati, niti s telefonom, niti s kamero. Euro 18 sicer. Lahko še poveš, v katerih klubih si igral? Lep pozdrav iz Kosova. Evo, sem na Kosovu. Vam pa moram povedati, da te stvari mi niso jasne, niti približno ne. Sploh nisem šel čez makedonsko mejo. Sem čez kosovsko. Makedonske ni bilo. Pojma nimam, kako je to možno. Ta drugo pa, ko sem bil 3 leta nazaj, vem, da moraš tle zavarovati avto, ker kao naše zavarovanje v Kosovu, ki ni mednarodno priznana država, ni. In zdaj tam spet pisalo zavarovanje, border insurance ali nekaj tazga in je zrenke in cenik piše ne vem koliko, 13 evrov in jaz tam denar dam, človek se nasmeje pa prav, da ne, tole mi je dal, tako da tudi zavarovanje nisem plačal. Čudno. Nič. Zdaj gremo pa naprej. Tle se začne z avtocesto, se kar pelem fino. Prvi cilj je Gračanica. Zdaj sem pa v Gračanici, tle grem pogledat to najbolj sveto pravoslavno cerkev. Imam pa malo težavo, kje parkirati. Mislim, parkingi so, samo morate vedeti, jaz imam vse v avtu, dron, vse, računalnik, vse. In takrat sem živčen, ne? Tako da tlele mogoče gruntam, lejte, kar tamle, tle ob ceste našel kdo krst. Drugač pa tle, lejte, so srbske zastave, zanimivo, da to pustijo. Vidite, tle plapola. Po mojem, če tlele parkiram, ne bom imel težav. Gračanica je pa tle iza tega zida. Grem še en krog narediti, če imam slučajno kakšen parking, pa da vidim. Vhod je tlele, da nimaš kje parkirati. Tamle je neka enosmerna cesta. Tlele. Ja, tlele bi ga lahko parkiral. Ne vem. Ne vem, glih me ne bojo kaznovali, mende, kar tam ga bom, ja. Evo, tukaj sem ga parkiral, tamle sta 2 policaje, tako da sem zdaj mačkam bolj brez skrbi. Upam, da bo ta skusta ma, celo tamle so policija postavila fino, vrhunsko, boljš ne more biti. Grem zdaj bolj brez skrbi noter. Sem že noter iza obzidja. Tako je tabla, da noter se ne sme slikati, fotografirati, niti s telefonom, niti s kamero. Lejte, je pa, če pogledaš tole, res čudovita zadeva iz arhitekturnega vidika. Gračanica je zgrajena bila 1321. leta, se pravi, je že kar nekaj stara, 700 let, tako da zelo lep objekt. Noter je pa znano po lepih freskah, to je tudi čudež, da se toliko časa ohrani, tako da škoda, ker ne smeš noter posneti, no, ampak kaj čemo, tako je. Še z druge strani se je v bistvu belkana ista. Zdaj kaj lahko naredim, noter še grem pogledat, žal ne bom smo posnet, tako da če boste hoteli videti noter, boste mogli sami sem pogledati. To je to, vidite, cel kup, da ne smeš slikati, tako da, ja. Po en stran zastopam, po drug pa tudi ne. Sem bil noter, si pogledal te freske, čudovito zgleda in to je čudež, da se je toliko časa ohranilo. Tole je pa verjetno neki pripadajoč objekt. Vidite, nuna, to verjetno tle živijo, pa kakšni te popi in tako naprej. No, glih dolg časa nisem noter bil, ko sem v kratkih hlačah.
Sem rekel, da me glih kdo ne bo ven nagnal. Tako da ja, zanimivo bilo to videti. Sicer na kratko, ampak glejte, videl pa sem jo. Še z enega kota, pa da bo malo bližji. Drugače pa da vam povem, jaz sem kar že vse te najbolj pomembne srbske samostane videl. Studenica, Ravanica, Žiča, v Peči sem videl, tu sem bil 3 leta nazaj. Pa verjetno, da je še kakšna bila. Tako da je pa zdaj ne vem, ali Studenica ali pa Ravanica je mogoče bolj zanimiva, ker je večji kompleks kot tole. No, sama osnovna stavba je pa ta najbolj lepa, no. Takole na hitro, kar rečem. Tole pa sem že na Gezimestanu. Policija tle cel kup, ti vzamejo osebno. GoProja nisem smel vzeti, tako da tole snemam s telefonom. Tole je spomenik bitki na Kosovem polju, ki je potekala leta 1389 na Vidovdan. Mislim, da je to 28. junija ali julija. So mi ful zakomplicirali situacijo, ko so mi GoPro vzeli, z GoProjem je to lažje snemati. Nisem mi ga vzeli, v avto sem ga mogel nesti. No, v glavnem, drugače tudi osebno ti vzamejo in jo dobiš, ko greš nazaj, drugače tle ni živega Boga. Ampak tle hodijo Srbi, Kosovce tu mot, kar je logično, ker ima vsak svojo zgodbo. Zdaj, kakor sem rekel, tle je bila bitka na Kosovem polju, ker jo je na srbski strani je vojsko vodil car Lazar, na turški pa Murat. Murat je bil ubit v bitki. To je bila edina bitka v Osmanskem cesarstvu, ko je sultan izgubil življenje v bitki sami. V šoli so nas učili, da so to njegovo smrt Turki prekrili, ker je drugače pri njih bilo tako, da če je bil sultan mrtev, so izgubili bitko. In so to prekrili, zato da niso izgubili bitko, ne. Ampak v bistvu na koncu so jo zmagali, ne. Zdaj leta 1989, spet na Vidovdan, je mu pa Milošević tukajle govor. To v bistvu je bilo začetek konca Jugoslavije. Tukaj se je zbralo od 500 000 do 1 milijon Srbov in Miloševićev govor je bil predvsem nacionalističen in je rekel, da Srbe čakajo, da so pred novimi vojnami in tako naprej. In tukaj se je tudi začel ta Miloševićev vzpon. Jaz se spomnim, ker je rekel, niko ne sme da vas tuče. In seveda, Srbi so se tukaj počutili močne in pol je šlo vse sam navzdol, kar se tiče Jugoslavije. Kako se je vse skupaj končalo, veste, to vam ne bom govoril. Ampak jaz sem si že takrat, mi ta ime bil čuden, Gezimestan. To mi je delovalo, da nekje v Pakistanu, ne pa na Kosovem. In sem rekel, enkrat moram tole obiskati in evo, lejte, zdaj je prišel ta čas, tako da se nimaš kaj posebenega videti. To je čisto simbolno dejanje, greš pogledat, da si tle bil. Mislim, ne grem za to pogledat, da bom lahko rekel, da sem tle bil, ampak hotel sem tle biti, videti ta kraj, začutiti. Tako da, to je to, kar sem mu povedati. Zdaj gremo pa naprej. Ja, še to naj povem. Tukaj nič srbsko ne govorim, vse angleško. Vsak slučaj je le boljš tako. Pošjela lepotica, ja, malo si zbirčna, ampak lepa pa si. Lepa pa si, jaz bi te kar domov vzel.
kako si ti čudovit, Koža. Res si čudovit. Ljudje, jaz se javljam iz Suve reke, to je na Kosovu. Tukaj sem na povabilo Gzima. On je igral košarko v Sloveniji in me je slučajno najdel in me povabil, da se ustavim v njegovem kraju. Se pa tukaj slučajno še najdel Jon, ne? Ja. On je pa živi v Sloveniji, tako da smo tukaj šli na večerjo in mislim, da bo prav okusno, tako da vas lepo pozdravljam iz Kosova. Bi ti Gzim kaj povedal za moje gledalce iz Slovenije? Ti si igral košarko v Sloveniji, ne? Tako je. Sem skoraj 13 let igral košarko v Sloveniji. Prišel sem tam kot otrok, 15 let bil star in do leta 2021 sem v bistvu bil gor. Tako da noč jaz tudi pozdravljam tvoje gledalce in jih vabim, da seveda tako kot ti, tudi oni kdaj pridejo na Kosovo, pa malo raziskujejo Kosovo in v živo doživijo to neko gostoljubno ljudje, ki živijo na Kosovu. Lahko še poveš, v katerih klubih si igral? Jaz sem kot otrok prišel v Olimpijo in sem 4 leta bil v Olimpiji. Zadnje 2 sezoni sem igral tudi kot posojen igralec Olimpije v Škofja Loki pa v Polzeli. Potem sem šel v Helios. V Heliosu sem v bistvu igral 3 leta skoraj. Med drugimi sem tudi v Kopru igral 2 sezoni, v Mariboru eno, v Polzeli spet eno, tako da ja, več ali manj po celi Sloveniji. Super, najlepša ti hvala za povabilo, da smo se tle najdeli. Hvala tebi, ko si se oglasil. Jon, kako je pa tebi tukaj v Suvi reki? Ti si sicer rojen v Sloveniji, ampak korenine imaš pa tukaj, ne? Si pa prej rekel, da rad prideš. Ja, meni je zelo všeč v bistvu, ker vidiš malo drugačno tradicijo, drugačne ljudje. Tako da meni je super. Prijemo skoraj vsake počitnice sem, tako da meni je v redu. No, super, me veseli. Nič, fanta, dober tek. Hvala. Dober tek tudi tebi. In hvala, da sta se bila pripravljena za tale moj YouTube video, ker bo zelo zanimivo. Tole je pa moja namestitev v kraju Suva reka. Glejte, kakšen luksus, Madonna, pa tu je kvadratu še pa še. Glejte, sem v kopalnici bi lahko spal. Vrhunsko, vrhunsko. Dragi gledalci, takole izgleda tale hotel vzunaj, ki sem spal v njemu. Res čudovit. Ostanem brez besed, tako da malokrat spim v takih, tako da res je lep. Zdaj grejo po en lokalček in to izdvigalom. Po mojem bo to nekje gor na vrh. Bo razgled super. Poslavljam se iz tegale čudovitega mesta. Jaz bi se ti še enkrat zahvalil, ker si me povabil. Zaradi takih ljudi, ki si ti, so tudi potovanja moje lepša. Tako da ful ti hvala in upam, da se vidimo v Sloveniji, oziroma da jaz še kdaj pridem, tako da res ti hvala za vse to, kar si mi omogočil, pa da si me povabil. Pa nekaj hvala tudi tebi, ko si se odzval mojemu povabilu, pa tudi en lep pozdrav za tvoje gledalce. Hvala, adijo. Super. Preden grem iz Kosova, še natankam, ker je benzin smešno pocen
evro pa 18 centov. Vam bom pokazal, da ne boste rekli, da lažem. A ne grem zdaj čez random človeka, ali pa grem. Evo, lejte. Evro 18, sicer nisem velik, sem bolj poln tank, tako da ni šlo. Zdaj pa naprej proti Črni gori. Prispel v Črnogoro, brez zapletov. Sicer na črnogorski meji je bilo 5 avtov pred mano, ampak tu čakaš več kot pure. Jaz ne vem, kaj počnejo, ampak čakaš. Ampak tu čakaš zmeraj, tako da tu sem že naprej vedel, da se bo čakalo. No, zdaj bom pa raziskoval lepote Črne gore. To boste videli v naslednjem videu, tako da ne ga pozabite pogledati. Če še niste naročeni na moj YouTube kanal, se naročite. Tole je bil moj kratek izlet čez Kosovo. Nujno poglejte intervju, ki sem ga naredil s tem Gezimom Morino. Zanimiv. Sem zelo hvaležen, da me je povabil. Zdaj naj še povem, da plan je bil malo drugačen. Plan je bil, da grem jaz v Srbijo iz Kosova. Ampak sem slišal informacije, da je problem, če v Makedoniji vstopiš, pa greš, če na Kosovo vstopiš v Makedoniji, potem greš pa v Srbijo. Sem pa rekel, ne da se meni z vam zajebavati, če me nočete kot turista, me pa nočete, bom še spal Črnogoro. In sem par dni nazaj malo raziskal in sem najdel en čudovit kraj, kjer bom videl toliko lepih stvari, da vam ne morem povedati. Naravne lepote bojo v spredju. Tako da obvezno poglejte naslednji video. Pa tudi poglejte vse videe iz tega potovanja. V opisu tega videa imate link, kjer lahko kliknete na njega in se vam pokažejo po vrst vsi videi iz tega potovanja po Balkanu z avtom. Nič, lepo se imejte, se vidimo v naslednjem videu v Črni gori.